A cvetne esence res delujejo? Odgovor je ja. Obstaja fizičen dokaz? Ja. In ravnokar ga gledate. Še 2 leti nazaj so bili namreč moji lasje popolnoma ravni. Ko sem pa začela izdelovati cvetne esence, so se pa začeli kodrati. In iz tega sem zdaj takšna. Esence so bile namreč edina sprememba, en tak res pač močen pretok energij, ki so se zlivale skozi mene, takrat, ko sem jih izdelovala in predelovala. In tele antence so se temu primerno nakravžljale. In ne samo to. Te 2 leti se je moje življenje res intenzivno transformiralo, ker sem vsako esenco res doživela skozi lastno izkušnjo. In tam je pokazala, zakaj je posamezna esenca, čemu je namenjena. In rada bi rekla, da je bilo luštno, če ne bi bilo tako zelo naporno. Je pa dobra stran tega, da vsako esenco res dobro poznam. In ob vsem transformiranju se je izoblikoval en čist poseben sistem dela z esencami, ki opolnomoči tebe. In ta proces sem poimenovala cvetni orakelj. Ok, Manca, kaj pa zdaj to? Cvetni orakelj. Zdaj, da odgovorim na to vprašanje, se moram malo ozreti v svojo preteklost. Ko sem pred več kot 15 leti začela delati takrat z Bachovimi esencami, sem bila zmeraj prepričana, da je poleg tega, da jemlješ esence, treba tudi zavestno delati na določenem izzivu. In zato se nisem strinjala s tem, da nekdo drug določi, kaj za posameznika najboljše. Vem namreč, da kar veliko terapevtov strankam določi mešanico esenc kar na podlagi nihala ali pa bioresonance. In nič ni narobe s tem, tudi deluje, ampak počasi, subtilno pa ljudje največkrat sprememb niti ne povežejo z esencami, ki jih jemljajo, ker niti ne vejo, zakaj jim je bila predpisana oziroma zakaj jim je nekdo svetoval, naj to jemljajo. In potrditev tega sem dobila tudi, ko sem v preteklosti delala kot angelska terapevtka in predajala ljudem kanalizirana sporočila duhovnega vodstva. Zdaj, ljudje so si nekaj zapomnili, česa niso razumeli, kaj so pozabili in rabili so ponavadi celo leto, da se je nekaj spremenilo. Ali pa se tudi ni. In več kot 10 let sem delala tudi kot barvna svetovalka sistema Aurasoma, ker je posameznik med več kot 100 stekleničkami intuitivno izbral tiste barve oziroma barvne kombinacije, ki so se nekako odražale v njegovem energetskem stanju in tudi pokazale, kaj se dogaja na čustvenem stanju, na mentalnem stanju in na splošno. In prav ta postopek samoizbire, ko si je vsak sam izbral stekleničke, jaz sem pa razložila pomen barv in pa barvnih kombinacij, to je vedno prineslo zelo močna spoznanja, prepoznanja in pa posledično tudi premike. In ko sem začela delati slovenske cvetne esence, ki jih lahko vidite tukaj, se je Aurasoma poslovila. Kot da bi rekla, zdaj sem te naučila vse, kar rabiš, zdaj pa pejt pa delaj svoje stvari. In nekaj časa nisem bila čisto prepričana, kaj naj sploh počnem z esencami, razen tistih običajnih stvari. Zdaj pa se je nekako vse povezalo skupaj. Delo z angelskimi pa orakelskimi kartami, znanje tarota in kabale, vse to, kar sem delala z Aurasomo, izkušnje z področja coachinga in pa vse informacije, ki sem jih doživela o cvetnih esencah. In tako se je rodil cvetni orakelj. To izgleda tako, da sami izberete vibracijo, ki je usklajena z vami. V bistvu, če sem čisto natančna, jo izbere vaša intuicija oziroma vaša duša, vaš višji jaz. Jaz pa razložim in pa prevedem jezik cvetnih esenc na vam razumljiv način. In potem se iz teh izbranih esenc, ko vi že ozavestite, kaj in zakaj ste nekaj izbrali, naredi cvetna mešanca, ki jo jemljete in greste zavestno skozi proces. In tako ga hitrejš in pa
skoraj 100% razrešite. In v par tednih točno veste, kako in pa zakaj ste prišli do želenega rezultata, ker ste pri tem zavestno sodelovali. Komu priporočam, da pride na cvetni orakelj? V bistvu vsem. Prav res. Tako kot za vsako čustvo cveti rožica, tako kot človeško telo potrebuje vitamine in minerale, tako ima tudi vsak človek koristi od cvetnih esenc. In edini pogoj je, da si res želite nekaj spremeniti. In pa seveda, da ste za to pripravljeni tudi nekaj narediti. In brez skrbi, če se slučajno zgodi, da med 55 slovenskimi esencami ne najdete ustrezne vibracije, pa bomo pogledali pa še med 38 Bachovih esenc ali pa 69 avstralskih esenc. Za cvetni orakelj ne morete biti prestari, ne morete biti premladi, ne morete biti preveč veseli, preveč žalostni, preveč depresivni ali pa preveč razsvetljeni. Če vas zanima več o cvetnih esencah, imate na voljo tudi cel brezplačen webinar. Povezavo najdete spodaj oziroma zgoraj nad videom. Če želite pa konkretno izkušnjo, potem pa preprosto rezervirate svoj termin za cvetni orakelj. Jaz bom zelo vesela in pa zelo počaščena, ko mi boste zaupali prevajanje pogovora med vami in vašo dušo. Se vidimo. Čau, čau.